Syncness je projekt, ki sem ga naredila skupaj s Slavkom Glamočaninom in v bistvu gre za komunikacijski vmesnik med človekom in cvičkom. Gre za vprašanje, kakšen jezik bi lahko sploh uporabili, da bi komunicirali recimo s cvičkom, z nekim insektom oziroma katerimkoli drugim živim bitjem. Hkrati pa je to sama interakcija nekako pogojena s tem izbiro jezika, ampak tudi ta izbira jezika in potem ujemanje ali neujemanje človeka z jakostjo in ritmom črička pošiljamo v vesolje preko FM oddajnika. Zakaj smo se odločili za to? To je bilo zato, ker kot nek komentar na to, kako bi se sploh lotili tudi komunikacije z drugimi bitji z drugih planetov in tudi to, kako, če se že iščemo to neko drugo komunikacijo, moramo razmisliti tudi o tem, kaj pa vsa ta bitja, ki nas okrožajo tukaj in še ne komuniciramo dejansko z njimi. Jih popisujemo, kategoriziramo, uporabljamo, ampak komunikacije pa glih niso razvite. Instalacija je v bistvu sestavljena iz 3 čričkarjev, jih jaz imenujem, dejansko so terariji štrički. V njih je okoli 300 do 400 čričkov vrste Acheta domesticus oziroma hišni čriček. In ko pride človek oziroma obiskovalec, postane nekako performer v celi instalaciji. Sam skupaj s črički tvori vizualizacijo, ki mu potem pokaže, koliko je prišlo do ujemanja oziroma neujemanja. Gre za neko abstrakcijo v tej vizualizaciji in neko interpretacijo podatkov, ki pa potem jasno nakaže, koliko blizu smo pač te neke jakosti in ritmu čričkov. Instalacijo so postavila med cimprese, predvsem zato, da bi nekako pokazala, da je sam ta vmesnik del nekega širšega ekosistema, da pač v nekem idealnem svetu bi se lahko uporabljal tudi v samem gozdu in da to ni nek laboratorijski eksperiment, ampak pač nekaj zelo živega, s katerim se moramo ukvarjati, da bomo svoje naravno okolje sploh razumeli. Dejansko z večino živih bitij v našem okolju mi nimamo razvitega nekega komunikacijskega kanala, ki bi bil obojestranski, pa ki bi sploh lahko prejemali informacije od njih, pa da bi jih tudi družba kredibilno tako obravnavala. Tako da ne gre tukaj samo za insekte, gre za razmislek o tem, kako lahko do vsakega živega bitja dejansko pristopimo, pa probam razumeti, opazovati, poslušati, kakšen zvok, gib, molekulo oddamo mi ali pa oddajo oni in potem iz tega si interpretirati neko drugo realnost, ki bi potem tudi posledično naredila tudi malo drugačno družbo. Najbolj zanimivo vprašanje, s katerim se sooči obiskovalec pri vstopu v samo instalacijo, je to, kateri zvok bo uporabil za komunikacijo s čričkom. Ker gre tukaj za neko novo situacijo, veliko obiskovalcev se ustavi, razmisli, začne tuhtati in vsak ima pač neko svojo metodologijo, kar je pač tudi namen instalacije, da sam obiskovalec postane neke vrste performer. Če človek se oglaša z visoko frekvenco, zato ko jo črički lahko slišijo, preko svojih ušes, ki jih imajo na kolenih v bistvu, potem sliši. Če pa se odloči za kakšne nižje frekvence, pa verjetno ne. Potem na satelitskem krožniku pred njim, kjer se kaže vizualizacija, potem vidi, koliko je ta njegova izbira primerna za ujemanje
z zvokom čričkom. V tem času, ko se dogaja ta pogovor med človekom in čričkom, se signal oddaja tudi po FM oddajniku v vesolje. Ko imamo signal ujemanja črička in človeka, oddajamo signal sinusa, ko pa je neujemanje, pa pač nek hrup. Črički imajo do zdaj popis, kolikor znanstveniki so raziskovali, 3 različne napeve. 2 sta za parjenje in eden je v bistvu za boj med samci. To so do zdaj popisani napevi, predvidevam pa, da bojo še kaj drugega odkrili, kako komunicirajo.